danes je bilo že omenjeno okrog elektrifikacije oziroma polnilnic. Veste, da je razpis tudi okrog električnih koles, pa nas pripravljamo zelo intenzivno, ki bi tudi za Savsko uskladili. To so električna kolesa, sedaj pa projekt, ki je zopet zahteven zaradi samega spremljanja in pa dobesedno tudi možnost kraje teh koles. To je tisti najbolj črn scenarij, ampak poudaril sem od najlažjega pa do najtežjega, tako da gremo tudi v ta projekt. Poleg tega, da veste, da smo pridobili 81 občin, je pridobili tudi nepovratna sredstva, kar se tiče brezžičnega oziroma Wi-Fi-ja vzpostavitve, in moja želja je, da bi v letošnjem letu v vseh krajevnih skupnostih vzpostavili sistem brezžičnega, brezplačnega komuniciranja. To bo projekt, ki je povezan tudi s projektom pametnih vasi, ki bo tudi širše predstavljen v naslednjih mesecih, tako v Zagorju kot v zasavski javnosti. Okrog samih aktivnostih v tem tednu poteče razpis za izgradnjo prehoda za pešce na Mlinšah. So še nekateri detajli, ki nam povzročajo določene probleme, ki jih vsakodnevno rešujemo. Gre za investicijo, ki ne bi znašala okrog 250 tisoč evrov. S tem pomeni, da vzpostavimo tudi dodatne komunikacijske poti, tako za dom, kot za kmetijsko zadrugo, trgovino, kot za celotno dogajanje v krajevni skupnosti Mlinše. Tako da smo ta sredstva pridobili in prepričan sem, da bomo ta projekt končno po parih mandatih izpeljali. Vemo pa, da je bilo ogromno projektov že narejenih, od vrednosti skoraj pol milijona evrov, pa sedaj smo prišli do vrednosti samega prehoda okrog 200 tisoč evrov, potem pa še ta zunanja ureditev. Smo tudi v fazi končnega usklajevanja izgradnje telovadnice in pa dodatnih prostorov pri osnovni šoli Toneta Okrogarja. Moram povedati, da sem na način žalosten po neuradnih informacijah, da v državnem proračunu ne bi bilo namenjenih kakšnih večjih sredstev za investicije v predšolsko vzgojo oziroma osnovnošolsko. Poudarjam, to so neuradne informacije. Bomo uradno dokumente pridobili, bom tudi kot državni svetnik, kot podpredsednik državnega sveta močno urgiral, kajti če že 7 let ni bilo denarja za investicije v šolstvo, ne vem, kdaj bo, če ne v tem obdobju, ko vemo, da je največji priliv v proračun državni, da so prilivi nad pričakovanji, in jaz upam, da bo vlada le zmogla toliko modrosti, da bo tudi prisluhnila občinam, ki že 8 do 10 let čakamo na razpise na tem področju. Tako da mi v razpis gremo in potem na podlagi teh ponudb se bomo opredelili, kako na kakšen način to investicijo peljati. Okrog del na Kolodvorski cesti dela po skladu z vremenskimi pogoji potekajo naprej. Moram poudariti, da na področju vhoda na železniško postajo se pripravlja tudi projekt, ki bo senzorsko voden okrog samega semaforja, in tudi projekt obnova mostu preko Save, in to ne bi bilo tudi v letošnjem letu z razpisom države in pa sofinanciranje občinskega proračuna tudi zaključeno. Je pa naša želja, da se potem to zaključi tudi z rondojem, ker je veliko nesreč pri vstopu v Zagorje med Trbovljami oziroma Litijo. V pripravi je tudi projektna dokumentacija, v pripravi govorim o narekovajih, ker je že pripravljena, ampak čakamo na razpis tudi Ministrstva za infrastrukturo, kar se tiče energetske sanacije tako mladinskega centra kot glasbene šole in pa
v Krogarjeve šole, vključno s tem, da pri Krogarjevi šoli tudi kandidiramo potem za kredit oziroma nepovratna sredstva za energetsko sanacijo obstoječega objekta oziroma te nove izgradnje. Pri elementarju bo še veliko diskusije, kajti govorimo o dveh velikih plazovih, kjer je skupna vrednost posameznega plazu okrog 1 milijon evrov, da bomo šli na razpis Ministrstva za infrastrukturo, sedaj pa največji problem, da mora okrog 300 tisoč evrov pa zagotoviti občinski proračun, kar se tiče projektov in pa tudi plačila DDV-ja. Toliko okrog teh posameznih aktivnostih, veliko je bilo poudarjenega že pri pripravi proračuna oziroma v okviru razprave po posameznih odborih, tako da želimo, da proračun se sprejme in da posamezne projekte peljemo, seveda pa računamo tudi na pomoč tako evropskih sredstev, ker lahko vidite v državnem proračunu, kar se tiče izgradnje obrtne cone Selo, vključno z letiščem in pa kolesarska steza od Zagorja do Orehovice in pa tudi širitev komunalnega omrežja, kar se tiče kolektorskega primarnega oziroma sekundarnega dela. Seveda pa pri tem nujno potrebno poudariti, da je pa naš cilj, ker govorimo o pravi sramoti, ker neposredno lahko nosimo odgovornost, je pa ureditev teh cest v samem mestu, ki so slabše kot so kakšne lokalne ceste, ki povezujejo obrobne krajevne skupnosti, to je Prešernova, Fakinova, ulica Talcev, Partizanska, skratka, da ne bom zdaj našteval vseh teh ulic, ampak to gre po plinifikaciji oziroma menjave vodovodnega sistema, seveda pa za nas najpomembnejše, da je tudi ostali akteri, kar se tiče Elektro Ljubljana kot Telekom oziroma ostalih ponudnikov, se vključijo pri vzpostavitvi optičnega sistema v samem centru Zagorja. Uspelo nam je pa že, da se izvaja optika v predelu krajevnih skupnosti, ki so več.